No, najprej živijo, lep pozdrav. Najprej bi se vam rad zahvalil, da ste prišli, pa hvala hotelu 166 za gostoljubje in najprej čestitke za izjemno turnejo, pa za izdan album. Pred vami je pa nova akustična zgodba. In kako ste se odločili za to turnejo, za Razelektreno? V bistvu imamo v mislih mogoče tudi kakšne nove komade delati in ker akustike take z nekim svežim materialom še nikoli nismo izdali, razen preoblekali stare komade, ne. Smo po dolgem času, ko smo naredili ploščo in imeli turnejo prepovedano in to, rekli, da bomo začeli neke vrste praznovanje naše 30. obletnice umirjeno in da imamo potem dovolj zaleta za kakšen velik grand finale. No. Tako da tudi po odzivu ljudi, ki so že bili na naših akustičnih koncertih, ki prihajajo velikokrat malo drugačna publika, ta odziv nam je dal vedeti, da je tudi čas spet, da se gremo to Razelektreno. Zdaj, vaša izbira mest za turnejo je pa tako kar raznolika, od velikih mest do manjših. In zdaj, kako ste zbrali ta različna prizorišča, na podlagi česa ste se odločali, pa kje je Ljubljana? Ja, prizorišča se verjetno izbirajo na podlagi več kriterijev, ne. Eden je ali lahko velikost, drugo je pa interesantnost prizorišča samega, ne. A je to grajsko dvorišče oziroma mestni trg, a je to dvorana, a je to etablirana, kot je v Mariboru SNG, to so eminentne dvorane. In prizorišča, skušali smo pa vseeno gledati na to, da smo razpršeni po celi Sloveniji in da nas lahko pravzaprav iz kjerkoli nekako živijo ljudje, oziroma so razsejani prebivalci, da nas lahko pridejo pogledati. Ljubljana je pa pač zaenkrat je še ni, a ne. To mi je prej malo namignil, no, ampak ja, v naslednjem letu mi praznujemo 30-letnico obstoja, še gruntamo čisto točno kaj in kako, tako da morda še kaj pride. Zdaj, akustični koncerti so res običajni, drugačni od električnih. In zdaj, kaj pa lahko občinstvo pričakuje zdaj na tej akustični turneji? Kaj bo drugačnega, ne vem, v vizualnem smislu, mogoče enostavno kaj novega lahko pričakujemo? Ja, za turnejo se pripravlja neko posodobljen lučni park, se pripravljajo stvari, kot so mogoče scensko malo, da se razlikuje od naših prejšnjih običajnih teh stvari. Je to vse se zaenkrat še v nekem, bom rekel, že naprej so rodidejne faze, no, ampak ja, ne morem pa reči točno takole bo, ampak dejstvo je, da se zadeve bodo razlikovale od prejšnjih naših akustičnih sklopov. Tako da, kar se to se vizualije tiče, ne. Vsebina je pa zagotovo popolnoma nova, ker že toliko let minilo, odkar smo na zadnje akustike igrali, vmes je plošča, vmes so novi komadi, tudi ta stari, ki mogoče jih do zdaj še nismo igrali, da se bojo vključili in tako naprej. Tako da en tak nov prikaz Siddhartine te sproščenosti, pa bom rekel te razelektritve, ne, če je že v naslovu, ne. Eno tako okolje skušamo narediti, da bo brez nekega negativnega naboja, ne, samo pozitiven del elektrike. Kako pa potekajo priprave na akustično turnejo? A se kaj razlikujejo od teh navadnih, običajnih električnih koncertov? Priprave se bojo začele v bistvu šele bolj proti koncu leta, ko mi odigramo vse koncerte, ki jih imamo še v planu do novega leta. Za razliko itak, to je že dosti klasika, se ponovadi sedi na teh koncertih in mi sedimo in folk sedi, že to je razlika in ko se usedeš nekako tudi vse te komade, jih nekako bolj iz nekje od znotraj jih potegneš, no, v bistvu ne grejo toliko na moč, ampak gre bolj, da iščeš neko liriko v teh songih, tudi recimo določeni komadi, ki so ful bolj agresivni v svoji prvotni podobi, električni, jih tle probamo čist, recimo stripati dol do neke take intime.
zato te vaje so drugačne, ker si mogoče tudi lažje malo prisluhnemo, takrat, ko je šunder, ko je vse na polno, pač si vsak se bori za neko svoje mesto v songu. Tle pa mogoče lahko malo bolj sodelujemo, malo več praznine puščamo, še več prostora damo tudi vokalu Tomijo, seveda. Ne. Priprave so pa priprave, veš, vadiš pač v placu in probaš postaviti stvari, zares se pa te komadi zdefinirajo tako po neparih koncertih šele. No? Takrat, ko vidiš, jim daš prosto pot, nekje podaljšaš neke parte, nekje dodaš nek solo in take stvari. Tako da na vajah narediš po mojem tako na 3/4 ta repertoar. Zdaj, vaš zadnji album Mix je bil res dobro sprejet. In zanima me, če boste na tej turneji tudi izvajali seveda komade iz te plate. In zanima me najbolj, katera pesem se po vašem mnenju najbolj poda k akustični izvedbi. Vsekakor bomo igrali tudi se pravi spremenjene v akustiko komade iz plošče X, ker jih je kar velik del, se mi zdi, da je v taki formi, da se jih bo dal zelo lepo se pravi preobleči v to akustično, v akustičen zvok. Že po defaultu se mi zdi, da je recimo skladba Na nebu, ki že vsebuje akustične elemente, ne, in je tudi mehen bolj simfoničen del te plošče, ta bo sploh ne boš dobila nek poseben prostor. Ne. Najlažji, ko se lotiš tega, je se lotiti z baladami. Ne. Večji izziv so pa seveda tisti hitrejši komadi, ki imajo že kakšen punk, ne vem, bi rekel, alternativen ali pa metal celo pridih, tisti pol malo bolj, mislim, je svoj zalogaj. Ne. Tako da se pravim, jaz upam, da bomo mogoče tudi kakšne ideje dobili s kakšnimi novimi stvarmi, ki še sploh jih nismo naredili. Ne. To je želja, zdaj če bomo to uspeli, da nam ne bo kdo pol roke zvijal ali pa nam kaj žugal. Ja, zdaj smo ravno dobro iz počitniškega duha, tako da še v bistvu jemljemo, počasi v bistvu ogrevamo svoje motore in bomo ideje potem ponavadi, kakor je v teh skoraj 30 letih našega ustvarjanja, ponad zmeri najdemo neke dobre rešitve. Zdaj, akustična glasba res omogoča, da imate bolj intimno povezavo s publiko. Ne? In kako pa pričakujete, da bo vplivalo zdaj na energijo to med vami in oboževalci na teh koncertih? Imate kakšna pričakovanja mogoče? Podoben, kot je že bilo na akustiki. Ne? Razlika je v tem, da se v bistvu mi malo več pogovarjamo na koncertu, pa mečkam bolj je sproščeno, malo več zgodbic se mogoče pove, ne govori samo o Tomi, ampak se še kakšen drug poprime tudi z mikrofonom, recimo tudi jaz kakšno povem. Tako da to se mi zdi, da je, ne? Se pravi, malo je tega, malo več je še intimnega druženja s publiko na ta način, da jim kaj poveš, kar ponavadi na električnih koncertih ne poveš, kakšna zgodba, ki se še ni povedala in tako naprej, tako da je tudi, kar se tega tiče, mogoče zanimivo prideti na tak koncert. No. Imam za vsakega od vas pripravljenih par vprašanj, pa začnemo pri tebi, Tomi. Najprej me zanima, se pravi, tvoja besedila so res tako čustvena, globoka, polna metafor in simbolik. In ali kdaj pišeš pesmi, ki jih ne deliš z nikomer, nekaj, kar zadržiš samo zase? Ja, najbrž ja, ampak tega ni prav veliko. Jaz vam v bistvu, ko ustvarjaš, se mi zdi, da je to potem, rabiš tudi neko ogledalo, so pač ljudje, ki poslušajo to. V to smo se podali že toliko časa nazaj in pravzaprav to stvar, ki jo se mi zdi najboljš počnemo in je tudi prav, da mislim, nimam nobenih takih stvari, ki jih mogoče ne bi mogel deliti, ki se prelivajo v pesmi. Tiste stvari, ki pa so drugače življenjske, pa v bistvu sploh ne rabijo pesmi, se pa drugače rešuje. Jaz mislim, da želja potem, da če je neka stvaritev dobra, pa da to ostali slišijo, je dovolj velika, da si upamo odpreti svoje duše, svoje srca. Ponavadi bolj, ko si odprt, bolj se ljudje tudi v neki fazi poistovetijo in bolj razumejo in več jim to pomeni. In mi smo pravzaprav tukaj zato, da ljudje čutijo to
poezijo oziroma ta čustva in da je muzika polepša življenje tako, da ne rabimo kaj dosti skrivati. Se pravi, vedno deluješ tako, precej umirjen, zbran, mogoče. No? In me zanima, a obstaja v vsakdanjem življenju kakšna stvar, ki te pa res vrže iz tira? Ogromno je tega, po mojem. Sam se skušam nekako brzati, ne, krutiti. Najbolj mogoče sem glasen v avtu, ko vidim kakšne stvari, ki me zmotijo pri drugih voznikih, vedoč, da najbrž jaz delam tudi kakšne podobne te stvari. Prvo, kar se spomnim, da me razpizdi, je to, ko ljudje delajo gužvo s tem, ker ne uporabljajo smernikov, žmigavcev in potem mislim, a veš, če oni ne uporabljajo žmigavcev, moramo mi uporabljati troblo. Tako da, ne vem, a ja, kjer je vozniki? BMW, ja. Mi s Volkswagenom imamo žmigavce v konstantni uporabi. Če se počutiš, to se že reče, če se počutiš neuporabenega, moraš se spomniti, kaj še le ko šraufa žmigavce za BMW, ko se še le zdi, da je brez veze. Okay. Če bi mogel zbrati eno Siddhartino pesem, katerokoli, ki bi najbolje odražala trenutno tvoje življenje, katera bi bila? To leto 2024 je tako hektično, da toliko nas preseneča iz dneva v dan, tudi v dobrem in tudi v slabem. Da bom rekel, zdaj mi na prvo misel pride ta zadnji komad, ti zadnje plošče, ki je Kanta, ki je pravzaprav en kolaž različnih žanrov, pa najbolj si na koncu najbolj športen komad mogoče, da se res nekako spucaš. No. Zdaj pa, če bi imel super moč, ki bi ti pomagala na koncertih, katera bi bila? Mogoče branje misli publike, ne vem, neskončna energija, karkoli? Po mojem bi čisto vsak dan bi si izbral kakšno drugo super moč. Ne vem, zdaj na pamet. Za na odar bi, ja, lej, zmer sem si želel leteti, tako da mogoče bi bilo to, bi tudi tako pol na koncerte hodil. Ne bilo toliko veliko vožnje, kot je zdaj, ker je v bistvu to je ena vrste super. Se lahko izpolnijo te želje, ali to je samo vprašanje. Ja. Primož, ti isto na odru deluješ zmeraj tako osredotočen, zbran, resen. Tako. In zanima me, ja, res je, in zanima me, a še kdaj začutiš tremo pred nastopi? Pa kako se pol soočaš s tem? Ja, zato sem zbran, ker čutim tremo in štejem dobe. Mislim, ja, zagotovo čutim tremo in prav je tako, da jo čutim. No. Se mi zdi, da če enkrat ne čutiš več te treme, ti to rata rutina in potem ja, se vprašaš, da ja, sem jaz tle pač ustvarjam ali samo pač sem tam zato, da oddelam in grem pa domov ali karkoli že. No. Mislim, zdaj, ja, sem zbran ali ne vem, odvisno od tudi malo stanja čez cel dan, kako sem. Ampak ja, ponavadi me publika dvigne in se tudi nasmejim. Če bi moral preživeti leto dni brez igranja kitare, kaj bi počel? Naučil bi se bobne. Ne vem, mislim, vse verjetno bi preživel. Jaz sem v bistvu zelo pozno začel kitare igrati, tako da sem imel kar 15 let časa, da sem počel nič v smislu z kitare, tako da se je dal preživeti, ampak je pa kar integralen del mene zdaj ratala, no, in tako kot pač muzika, te fantje, ki so zraven tukaj, tako da, ja, zagotovo bi, ne vem, kaj bi počel, Rowdy bi bil za v bendu. Kateri trenutek v tvojem življenju te je pa naučil največ o glasbi? Pa ni nujno, da je bil neposredno povezan z igranjem kitare. Ne vem, jaz mislim, da so to, mislim, naučiti o glasbi, kot misliš kot kaj, kot teorija ali kaj ti glasba prinaša? Ali... Ja, na splošno. Ja. Ne vem, jaz mislim, da je
da je mogoče z enega drugega aspekta se pogledam na to, da trenutek, ko si na odru in začutiš ljudi, ki so pod odrom, pa jih je to 6 ali pa 6000, je tisti preliv energije, je kot droga, no, pravzaprav. In tega ne moreš vedeti, če nisi takrat na odru. In to te pač lahko samo glasba nauči in ti to tudi vzame ali pa ti to pokloni. Ne. Zdaj pa, če si bom rekel, hvaležen in skromen, pač to sprejmeš in tudi se mi zdi, da na ta način nagrajuje glasba. No. Kaj pa je tvoj skrita strast oziroma talent, ki ga mogoče oboževalci, fani ne poznajo? Kuham rad, recimo. To me pomirja in rad to počnem to dnevno v bistvu. In moj YouTube kanal izgleda tako, da je nekaj je od muzike, pol jih je od muzike, pol je pa kuharskih receptov, pa kako se razkosa govedo, pa v vse gremo. Jani, bas kitara pogosto tako deluje kot en skriti junak v bendu. Ne? In zdaj, kaj pa je tvoj osebni super junaški talent, ki ga imaš zunaj glasbe? Ja, tudi kuham v bistvu tudi rad, no. Ampak zdaj nisem nek strašen kuhar, ampak ponovadi tisto, kar skuham, radi pojejo. Jaz in oni, kaj skuham, ne vem, to se malo spreminja, ne. A veš, ko sem bil tako, res otrok, sem rad risal, recimo, in sem to čist zgubil ta talent zares skozi leta, oziroma verjetno bi ga mogel skozi gojiti, pa ne. Pol imaš malo v bistvu neko obdobje, ki hodiš malo popivati, pa žurati, pa to so tudi taki skriti talenti, ki sem jih tudi že malo zdaj, a veš, z leti jih malo nisi več toliko nadarjen za to, ne, recimo so drugi v bendu, ki jim gre to boljš, ne. Pa, ne vem, zdaj v zadnjih letih sem bolj, recimo tak navdušen, rekreativni zendrek športnik, ki v bistvu nisem dober, ampak uživam v vztrajnosti tisti svoji, ne. Mogoče to sem nehal, ker so me kolena malo izdala, zdaj sem rajš na kolesu, pa na kakšnem smučke, ja, te, a veš, to, klasika, skate, to, malo nordijske te. Včasih sem bil alpski, zdaj sem pa bolj nordijski ratu, no. To so neki taki, pa, a veš, kaj zelo rad delam, recimo, travo kosim, evo. To v bistvu sem ful naštel, ja. Ampak to ni talent, to je bolj tako. Če bi mogel napisati knjigo o svojih izkušnjah kot basist, kakšen bi bil naslov te knjige, pa katero zgodbo se zagotovo ne bi spustil? Naslov knjige, ja. V bistvu bi si jo sposodil mogoče malo od enega drugega basista, ki je bil Standing in the Shadows of Motown, je bil James Jamerson, en mojih ljubih basistov. Basisti smo dostikrat in the shadows, se pravi v tem smislu, da ljudje niti mogoče ne razumejo najbolj, kakšno funkcijo ima bas, ali pa ga ne slišijo tako kot neko linijo, slišijo ga bolj, kot ko gre avto mem, pa neki pumpa, ne, v bistvu. Se pravi, bi izhajal nekaj iz tega mogoče v zavetrju pevca ali pa bobnarja, ne, bolj v tem smislu bi dal naslov knjigi. Kaj je bilo že pol naprej? Kjero zgodbo, ja. Mogoče ne bi spustil to, ena, ki ni čist nič vezana na našo kariero, ampak pred leti, ko sem se tako še mal prebijal v te neke basistične pa te studijske vode, sem imel edinstveno priliko, da sem enkrat z Jožetom Privškom sodeloval. Ampak samo na enem snemanju in mi je bilo tako strah, ker sem slišal neverjetne zgodbe o tem človeku, ki je bil res in glasbena in osebnostna avtoriteta, ne, tako zelo markanten človek je bil. In sem potem na to snemanje nekdo me povabil, da sem prišel posneti nek komad in sem vežbo in 2 dni skupaj. Naučil sem se vsako pikco, vsako črtico, ki je bila napisana v artikulaciji od not.
Pa še zmeraj mi je bilo ful strah. Ne, tako, pa potem je Bobnar, ki je bil zraven mene, me malo sprostil, tako je rekel, vse bo cool. In smo tako odigrali komatine dvakrat in sem prišel gor poslušati in je gospod rekel, super bas. Takrat se mi zdi, da sem naredil tako ne štengo, ampak z en triglav sem se dvignil v smislu samozavesti. Če bi za en dan zamenil inštrument v Siddharti, kater bi bil? Bi mogoče stopil v vokalne vode, čevlje, no? Ne? Kitaro. Skoraj ziher kitaro. Kitara je po mojem drugi inštrument, ki ga najbolj nekje suvereno lahko uporabljam. Ne? Če bi lahko sestavil dream team glasbenikov, mrtvih ali živih, s katerimi bi želel igrati, kdo bi bili v tvoji ekipi? Jaz se jih imam dream team, lej, v bistvu se, veš, če od tukaj izhajamo, ajde B-team, recimo, da so na klopi. Ok, na Mastnega bi dal mogoče Lennona, na Mastnega bi dal Stewarta Coplanda, recimo iz Police, na Mastnega bi dal pa, kaj pa vem, kitarist, čakaj, koliko jih je, Hendriksa, valjda. Kjera ekipa, Bolana? Bas? Aha, jest, valjda. Se mislim, tudi pol to. No, če bi pa še basista mogel zbrati. Ja, no, sorry. Ja, Pavle je cool, ampak recimo lahko bi bil to tudi Pino Palladino, recimo. Boštjan, se pravi, bobnarji pogosto veljajo za dušo ritma v bendu. In zdaj me zanima, kako bi pa opisal ti svoj stil življenja, če je tudi tako energičen, tako kot tvoje bobnanje in... Ja, jaz mislim, da je, no. Mislim, imam ful energije, ki jo pač dajem na različna področja, ne. Imam jo, otroci poberejo, imam jo šport pobere, potem bend in tako naprej, ampak ja, se mi kar da, no, se mi zdi. Tako da je, kar se tega tiče, ta pravi inštrument za mene. Dobro se počutim. Mislim, ni mi tako, da mi je kaj težko ali pa kaj tazga. Imam rad potem in športne komade, to so take malo hitrejše, da se malo prešvicaš, da se malo sprostim in tudi take mirne balade, tudi to mi je všečno. Če bi pa mogel en dan preživeti brez bobnov, ne? En dan. Ajde, rečva en teden. No, ok, ja, to je resno. Ajde, rečva en mesec. No, kaj bi počel, da bi da bi sprostil to svojo energijo, ki jo na bobnih daje? Kaj bi počel? Za en mesec šel bi na morje, šel bi nekam, da bi se sprostil tam. Ampak ja, pač ne vem, če bi res bil tako en mesec, da ne bi mogel igrati ali pa kakorkoli, bi šel na morje, bi tam izkoristil, bi delal tam stvari svoje v bistvu. No. Mislim, tam je pa spet šport, pa plavanje, uživanje, relax v bistvu. Pa me pa zanima, kdaj se je pri tebi zgodil tisti prelomni trenutek, ko si rekel, to je pa to, kar hočem jaz delati celo življenje, mogoče na kakšnem koncertu, vaji, da si rekel, jaz bom pa bobnar in to bo moj poklic, rečemo temu tako. Ma ne vem, če takrat to bil glih, da sem si rekel, da je bil to poklic, je bila pa ena prelomna točka, ker sem zelo na začetku v bistvu hotel nehati, no. Ja. Ne vem zakaj, neki taki pritiski so bili, ko smo imeli te vaje skupne, pa to mi je bil zelo perfekcionist, kar se tega tiče, tako moraš igrati na tak način, na tretji, in je šlo to mogoče malo na živce takrat. Sem rekel, zdaj imam pa dosti, zdaj pa jaz se umikam in takrat se spomnim, da sem si vzel ta en mesec brez bobnja, kjer sem pa ugotovil, da ne morem brez, no. In sem v bistvu od takrat naprej tudi malo miselno začel drugače gledati na te stvari. In sem se tudi sam pri sebi malo drugače lotil, no. Ne, ker smo bili še čisto na začetku, ne vem, če je lih to bilo tisto, bom pa zdaj počel življenje, ampak sem rekel, to mi je pa res tako dobro, da mi je škoda, da bi spustil to stvar, no. Ampak se je mogel nekaj takega zgoditi, da sem prišel do tega in tudi tista pauza, ki je takrat bila, lahko da je bila celo daljša, zdaj se ne spomnim,
Vem, da so bile lih počitnice, pa sem rekel, zdaj pa pauza, pa potem, ko bom jaz videl pri sebi. In sem se odločil, da mi je to res dobro in da uživam v teh stvareh in da bi rad nadaljeval, kjer smo pač takrat bili. Ne vem pa niti, če je bila prva plata, no, tako da to je bilo res čisto na začetku, tako da ni bilo mišljeno, zdaj bom pa to počel v svojem življenju, ampak kot nek hobi, kot neka stvar, ki me je začela res zanimati. Je bilo to potem, recimo, da sem ene 2 leti ali pa 3 že igral in me je potem to malo premaknil takrat in ta pauza mi je dala, to je res dobro, ne vem, če lahko brez tega. No. A pa obstaja mogoče poleg bobnov kakšen tako bolj nežnejši inštrument, ki te je mogoče kdaj zanimal ali pa te privlač ali pa ti je všeč? Ja, ni prav hajhet. Ne, mislim, nežnejši inštrument. No. Tako bom rekel, prej si njega vprašal, oziroma kaj bi kaj igral, jaz bi igral bas, ker se mi zdi, da so si najbliže rad v bendu slišim njega, kako igra in probava nekaj narediti, da se res to ujame, pa da res paše skupaj. Ne? In ker pač velik poudarek dajem na to, kako on igra, na kakšen način, pa da bi probal, pač, da bi to vse skupaj klapali, se mi zdi, da bi bilo the best man bass tudi igrati. Nežnejši inštrument je pa, odkar hčerka igra klavir, pa ga imamo tudi doma, da se sem pa kaj malo sedem, pa mi to tudi paše. No. Bobni so tak inštrument, da niso lih polifoničen, pa pol je malo težko kaj drugega zaigrati, kot samo malo razbijati. Ne? Mislim, tudi se da, no, ampak potem moraš imeti ful teh velik set, če bi hotel zdaj lih tonsko. Ne? In je klavir tak doma, ki mi malo ustreza, da se tudi jaz malo učim zraven, poleg nje. No. Je boljša od mene, ker jaz ne posvetim toliko časa temu, ampak mi je pa tudi zanimiv inštrument. No. Zdaj pa še par skupnih vprašanj, lahko zdaj kdorkoli odgovarja. Kako gledate na to, po toliko letih, vaša glasba še vedno tako močno prisotna in aktualna v slovenskem trgu, področju? Že od začetka smo si ustvarjali kar močno bazo ljudi, ki nas poslušajo in zdaj gre to že kar malo iz generacije v generacijo. Ne. Opažamo, da se prve vrste spreminjajo in te, ki so bili včasih, se zdaj bubnika bolj nazaj, ampak še zmeraj hodijo. Nekako smo postali ena taka rock and roll familija, ki je vsakič, imam občutek, večja. Ne. Se pravi, se dotaknemo ljudi s to našo muziko in z našim izrazom in te ljudje širijo to naprej. Ni to odvisno samo od nas, ampak je tudi odvisno od ljudi, kako predstavljajo to muziko ostalim. Sami ne moramo čisto vsega. Se mi pa zdi, da smo dovolj iskreni in dovolj barviti, raznobarvni, pravzaprav, da si v naši muziki najde ogromno enih žanrov, ki lahko širšo množico ljudi premami v bistvu in jih zadovolji. Nimamo, žanrsko smo zelo neomejeni, ne? In tudi mi dozorevamo in zgleda delamo muziko potem še bolj prepričljivo in še bolj odprto in tako, ki je ljudem, ki jim to nekaj pomeni, se pravi glasba nasploh, jih zadovoljimo. In sem vesel, da je tudi še po skoraj 30 letih, ko izdamo plošče, da ta naleti na izredno dober odziv. Ker vsakič, ko smo delali plošče in ustvarjali novo muziko, jo delamo zares. Ne? Ni zato, ker bi imeli kakšne obveznosti, ni zaradi tega, ker se pač to more delati, ne? Ampak imamo mi željo in potem jaz vidim, da nam niti ni težko to početi, velik užitek in ta užitek se potem prenese tudi na ostale. In če v neki stvari je užitek, potem se vsakrat tega malo dotakne oziroma prisvoji. Kater pa je vaš najljubši spomin iz turneje, katerekoli, v vseh skoraj 30 letih, ki vas še vedno nasmeje, ki se ga spomnite, pa ki ga ne boste nikoli pozabili? Zmeri, ki se nam zgodi, se rečemo, če nas bo kdaj to vprašal, bomo povedali in zbolj zmeri pozabimo, pa to so samoljubnosti. Se pravi, ne vemo. Koliko nam bo čipi ugradili, se bomo takoj. Razmenjeno. Kako se pa po tolikih letih še vedno motivirate in navdihujete, recimo en drugega, da še zmeraj ustvarjate?
in ostajate tako prisotni na sceni, kot ste? To pa prvo, kar se mi zdi, je, da še vedno ostajamo zelo, zelo dobri prijatelji. A ne? In se mi zdi, da je to tisto, kar se dobimo, da ni nobenemu težko prijeti v to družbo. Pa stvari kar nastajajo, kar se pogovarjaš, ker nič ni težko narediti. A gremo a gremo, a naredimo to, a naredimo uno. Ko se pogovarjamo, ne vem, nobenemu po moje od nas ni težko prijeti na noben sestanek, na koncert in tako naprej. In to se mi zdi, da je ta motivacija, ne? Se pravi, ni to neko delo za nas, a ne? Prideš v službo, pa le unga malo ne maraš, pa malo tako. Se mi zdi, da se imamo to radi in da se radi vidimo pol, no? Da ko priješ na vajo, je prav, lega, ne, danes te pa še nisem videl, ne, toliko pogosto se tudi srečavamo, pa videvamo, pa smo skozi v teh stikih, da, ne vem, saj jaz se počutim zelo sproščenega, no, in je to ta stvar, ki vidim, da smo vsi dosti podobni temu džiru, a ne, je to meni the best, pa to je super stvar, če uživaš v teh stvareh, pa da priješ med taki ljudi vsakodnevno, ali pa kakorkoli, kar se videvaš, ne, je to. Kaj rabiš več, ne? Ni problema jeti na vajo, ni problema jeti na pivo, ni problema jeti pogledati na koncert njega, kakorkoli. Vedno se imamo super, vedno se imamo the best, ne? Vedno je ta neka pozitivna energija. Ne? To mislim, da saj mene drive naprej, da je ekipca toliko dobra, pa toliko super, da ne vem, če bi kjerkoli kolektiv bil lahko boljši za mene, kot je tale. Ne? Super je tudi, ker se ukvarjamo z nečim, ki je pač na nek način imaginarno, hkrati pa nekaj, kar ostane. Ne. Ti lahko prideš na vajo, pa ni bilo še nič. Pa nekdo prinese nek rif, neko idejo, neko drobno seme, iz katerega nekaj rata in te to spet vsakič znova poveže. Ne glede na repertoar, ki ga imaš, ki igraš, seveda samo edini igraš že 100 let, ampak še vedno ljudje na podoben način po mojem doživljajo ta komad, kot so ga takrat, ko je nastal. Ne? Se pravi, imel neko magijo, si ujel tisti trenutek in si jo prenesel, v našem primeru na CD, na ploščo, na karkoli. Ne? In se mi zdi, da če gledaš tako na glasbo, se pravi, da te vedno nekje preseneti, ne gradi, seveda te kdaj tudi potunka, fejst pa razočara, ne? Ampak da iščeš te momente, se vedno lahko naprej odbiješ do naslednjega, bomo v našem primeru, ali pa do naslednjega koncerta, na vse to, kar je že Boštjan povedal. Se pravi, da je ekipa ta, ki to dopušča. A imate kakšno posebno sporočilo za vaše oboževalce pred začetkom turneje? Povratna psihologija, da je fajn, da jih čim manj pride, da bodo koncerti bolj intimni, da bodo tisti, ki bodo prišli, bolj uživali. Najbrž pa pri akustiki je tako, ko priješ in prostora, imaš svoj prostor, tako je, no. Ne rabiš si ga tam izboriti, ampak je že s tem posebej. Zdaj pa zaključno vprašanje, ki ga zmeraj vprašam na intervjujih. Če bi se lahko vrnil na začetek svoje kariere in dal samemu sebi en nasvet, kaj bi bil ta nasvet? Mogoče, da ves entuziazem in vsa to ljubezen do glasbe, ki jo imaš na začetku, ohraniš v bistvu do konca, brez nekih, kako se reče, že preračunavanja. In jaz mislim, da sem si ta nasvet že dal takrat in da ga kar upoštevam. Jaz neznansko sem zaljubljen v muziko, sami jo lahko oblikujemo in da pri tem ostane. Se pravi, da se ta ljubezen goji in da ne postane to neka obveza. In pri nas čutim, da to ni postalo nikakršna obveza in to bi bil nasvet, ki sem si ga dal, pa ga zdaj upoštevam. Jaz bi si samo rekel, da če ti je to, se pravi, ustvarjanje muzike res prvo staro življenju, samo ustrajaj, pa samo ostani na tej poti, dokler lahko. Jaz pa po mojem dosti podoben, zaradi tega, ker pač imamo tako zgodbo, ki težko si rečeš, kaj je narobe naredil, ali vse prav, ali ne vem. Uživaj v teh stvareh, bod sproščen, pa v bistvu delaj zato, ker imaš to rad. In pol vse ostalo kar pride. No. Mislim, vsaj pri nas se je tako zgodilo, tako da bod iskren do tega, kar delaš. Pa fajn se mej. Se pravi, to je po moje to, ki se mi zdi, da smo vsi dosti v
upoštevali te stvari. Zdaj so vse pridevnike, sem jih že vzel. Ne vem, mislim, ja, tako kot so rekli, pač, da si vztrajen, da si iskren, da pravzaprav poslušaš sebe in se ne uklanjaš nekim prepričanjem drugih, kako bi mogli biti in kako je prav. Pač, ko kolektiv nekaj začuti ali pa ti, in če v to verjameš, je prav tudi, če greš hoditi po stropu. Ne? Zdaj vam pa za na konec še ta ali vprašanja. Pa me zdaj zanima, a boste probali skupaj odgovarjati. Se pravi, dve opciji sta in za eno se morate odločiti. Pivo ali vino? Vino. Vino. Pivo. Vino. Na dolgo žogo je vino. Čaj ali kava? Kava. Čaj. Slano ali sladko? Sladko. Kaj zdaj? Slano. Sladko? Ja, 50-50, to je lej. Sem rekel najprej sladko, ampak bom potem ustavil zdaj. Poletje ali zima? Poletje. Zima. Zima. Knjiga ali film? Film. 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 Film, nogomet ali košarka? Nogomet. Nogomet. Hit ali album? Album. Studio ali oder? Oder. Studio. Ja, moje. Ali. Jaz sem rekel oder. Elektrika ali akustika? Elektrika. Ortobar ali stožice? Ortice. Ortice. Bežigrad stadion. Bežigrad stadion. Bigfoot mama ali Dundee? Dundee. Pol dajmo. Bigfoot mama. Dundee. No, kaj Ja, to je težko, zdaj se bomo, a veš, Evo ga, Bigfoot poslušamo mama. boje, sem rekel. Poslušamo boje. Joker out ali Murphy? Murphy. Bom rekel Joker out. Da je malo balansa. Zdaj sem diplomatski. Sem bil pa na koncertu, kjer sta bila oba benda hkrati in je bil vrhunski in boljši.